gospa Senčar. Jaz bi imela tukaj še eno vprašanje za vas. Poglejte, kje ste vi v bistvu našli predsedniško kandidaturo kot mesto, kjer bi recimo zagovarjali ali pa ljudi ozaveščali o teh vaših pogledih glede cepljenja? Ali niste morebiti, ne bi lažje morebiti te svoje poglede, ne vem, vključili v kakšni nevladni organizaciji, kakšni zdravniški organizaciji? Kje prav predsedniška kandidatura? Cepljenje je samo ena od točk, ki jih zagovarjam. To je samo eskalacija težav, ki so se pojavljale 2 leti in pol. Ampak ni šlo za zdravstven problem, šlo je za političen problem. Zdravstvo je bilo uporabljeno samo za orodje, za doseganje političnih ciljev in nič drugače. In ko se vmeša politika v mojo stroko, mislim, da je skrajni čas, da jaz kot stroka se vmešam v politiko. Ne gre za cepljenje samo. To je bila samo eskalacija problema. Ampak gre se za vse, kar je vodilo do tega. Gre se za to, da je bilo eklatantno kršenje da so bile kršene temeljne človekove pravice in vsi smo se ozrli stran. Če se bom ozrla stran, še jaz se ne bom nikoli oprostila. Ampak se opravičujem, vseeno bom vprašala. Ravno rdeča predsedniška preproga se vam zdi primerno mesto za v bistvu mogoče sta stališča za... Se vam ne zdi za branjenje človekovih pravic? Ker zdravnik je zelo podobno kot predsednik. Mi zdravniki ne smemo delati razlik, veste? Kdorkoli pride k nam, mi se nikoli ne vprašamo o njegovih političnih prepričanjih, o njegovih načelnih, o spolni usmeritvi, o obliki otrok, o obliki, kako bo posloval, na kakšen način, kot privatnik, kot javno zdravstvo. Mi se ne vprašamo nikoli. Se pravi, predsedniška funkcija se vam zdi najbolj primerna za ta vprašanja? Recimo, ne more biti kakšna, ne vem, vladna organizacija. Ja. Jaz sem ravno to pogrešala. Jaz sem pogrešala točno to, da je bil prostor samo za nekatere, za druge pa ni bilo prostora. Predsednik mora dati pa prostor vsem. In samo eno skupno točko moramo imeti, on mora braniti ustavni red in vsakega posameznega prebivalca. Ampak to so vendarle neka specifična stališča, se vam zdi, da je prav, da predsednik da bi imel takšna specifična stališča? Prej nisem imel možnosti pri gospe Senčar. Jaz mislim, da je ona načela na dobro temo poseganja v telo. Jaz osebno merim, in to moram pojasniti, v Kočevju smo bili znani potem, da smo kar veliko ljudi cepili. Ampak ne bomo zdaj vse da nikogar nismo silili in na tem stojim tudi danes. Mi lahko omogočimo možnost cepljenja, ne silimo pa nikogar. Mislim, da malo manj države v človekovem življenju bi bilo dobrodošlo. Gospod Senčar. Jaz bi pa rada povedala samo nekaj o davkih, ker jaz sem lastnica majhnega podjetja in za mene je zelo mar, kam gre denar od davkov. In bojim se, da z takimi stvarmi, kot jih tukaj vidim, in verjetno jih je še veliko več, da ne želim, da se davki povečujejo na račun take politike, kot jo vodite. Gospa Senčar, vprašanje še za vas. Ali ste tudi vi tako zelo povečali donos v času epidemije kot drugi zasebniki v zdravstvu? Ne, lahko pa priznam, da bi lahko. Lahko bi ga povečala, zato ker ko je javno ali državno zdravstvo, ga jaz imenujem, zaprlo vrata, ko se je fokusiralo na eno samo bolezen in je izgubilo popolnoma vse sočutje za vse ostale bolezni, bi mi lahko delali veliko več. In z veliko več dobička, ampak nismo. Ali koncesionarji skrajšujejo čakalne vrste ali jih podaljšujejo? Tole moramo pa razčistiti. Imate vi privatno zdravstvo, ki je izključno v lasti. Ampak za koncesionarje vas sprašujem. Koncesionarji so enako plačani iz ZZZS-ja, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za mene so oni enako državno zdravstvo, del državnega zdravstva. Skrajšujejo čakalne vrste ali jih podaljšujejo? Ja, veste, ne. Rekla bi, da pri nas je potrebna popolna reforma zdravstva in enkrat za vselej je treba razčistiti, kdo je javno, kdo je državno in kdo je zasebno. Velikokrat slišim, da jasno, da pri privatnikih se lahko zdravijo samo bogati. Pa ravno zaradi tega potrebujemo reformo. Zato, ker mora denar slediti pacientu in če bo sama zavarovalnica vračala za poseg ali za storitev v zdravstvu, bo ta lahko upravljena v eni ali drugi. Tukaj potem ne bo razlik, da bo lahko samo bogati hodili v privatni. Gospod Kordiš, izvolite, ja. Neekonomično je, da bi ostali brez orožja in brez denarja, ampak še ena druga stvar mi je danes padla v oči v novicah, da smo ena od 12 držav, ki so se zavezale in podpisale za nakup protiraketne obrambe neke vrste, pa me ne zanima to, ampak me zanima od 22 evropskih držav, ki so članice NATO, kaj z ostalimi, ki se niso zavezale za to in zakaj ne.